Lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo Glasnik v celoti namenjamo dobitnikom Glazerjeve nagrade in Glazerjevih listin. Gre za najvišjo občinsko nagrado, ki ovrednoti izjemne dosežke na kulturnem področju v določenem časovnem obdobju ali pa zaobjame celoten življenjski kulturno-umetniški opus. Vlado Novak je svojo prepoznavno igralsko držo zaznamoval tako gledališke kot tudi filmske like. V dolgoletnem gledališkem, filmskem in televizijskem ustvarjanju je prejel veliko nagrad. Med drugim kar 6 Borštnikovih nagrad za dramske vloge, nagrado Prešernovega sklada in Glazerjevo listino. V televizijski portret, ki ga je pripravila Karmen Podlesnik Marčič, smo želeli ujeti drobce njegovega poklicnega življenja, pa tudi vpetost v utrip samega mesta. Ulice, ki jim vsakodnevno odmerjaš korak, desetletja ubiraš poklicne ali zasebne poti, srečuješ prijatelje, so del mesta, ki je domače mesto in ga imaš preprosto rad. Ko v tem mestu prejemaš najvišjo nagrado na področju ustvarjalnosti, ima ta še poseben pomen. Nagrada, ki mi je dalo mesto, kjer sem več kot 40 let delal na področju gledališča, in je to seveda brez primere med vsemi temi priznanji to največ pomeni. Vlado Novak je meščan kritičnih misli, mnoge obdrži zase. Maribor je mesto upornikov in izjemnih ustvarjalcev, ki verjamejo v svetlo prihodnost. Veste, jaz mislim, da ima to mesto ne samo zaradi teh dogodkov v zvezi z novim županom in s temi ustajami, da ima to mesto razlog za en zmerni optimizem, pravim. Če si bomo znali pogledati v oči in si reči resnico in se dogovoriti, da bomo od zdaj naprej delali pošteno, strokovno, potem ni meja temu mestu. Vlado Novak je igralec, ki ne ločuje med gledališkimi in filmskimi vlogami. Ustvarjal je več kot 100 dramskih in 40 filmskih vlog. Film Zmaga ali kako je Max Bigec zasukal kolo zgodovine pa je eden tistih, v katerem ni samo osrednji protagonist. Pač pa se v humorni, satirični, predvsem pa v trpki zgodbi odpuščenega tovarniškega delavca odstira del mariborske identitete, ki je vpeta tudi v del njegovega osebnega spomina. En ror mi je padel na glavo. Jaz izhajam s Tezna, vsi moji sorodniki so delali v tovarni avtomobilov, nekateri v metalni in nekako poznam te zgodbe. Nekaj časa sem bil celo v tovarni avtomobilov zaposlen, pol leta. Včasih si rečem tako, Bog ne daj, da bi moj oče še živel, ki je delal 35 let v tovarni avtomobilov, pa da bi moral preživljati oziroma da bi moral gledati, kaj se s tem njegovim tamom dogaja. Pa pomiri se! Da ne bo še večjega sranja. Jaz sem enkrat rekel, da je film eno veliko bratsko oko. Bratsko oko, veste. In če ga tako tudi sprejemaš, potem je to tvoj prijatelj in film ne prenese nobene napake v detajlu, kaj šele v čem drugem. V matično gledališče, kjer je zapustil 40 let poklicnega življenja, vstopa sproščeno. Odločitev o poklicni igralski poti pa je dolgo zorela in ni bila samoumevna. Izšolal se za ekonomista. Prve igralske izkušnje pa je pridobil pri 19 letih kot ljubiteljski igralec gledališča Slava Klavura. Še vedno se dobro spominja prihoda na mariborski poklicni oder leta 1972. Spomnim se, da sta šla Tone Partljič in takratni umetniški vodja Branko Gombač po Slovenski ulici, sta me srečala in sta rekla, Pubec, pridi malo sem, ker sta me gledala na amaterskih odrih. In je rekel Gombač, javite se jutri pri meni v Galileo Galileji, imam eno malo vlogo za vas, vlogo s tekstom. In mi je dal tisti tekst in to je bila moja prva vloga Cosimo de Medici v
v Brechtu, Galileo Galilei, Galileja je igral Arnold Tovornik in tako se je potem začelo. Vili Loman v predstavi Smrt trgovskega potnika mu leta 2004 prinese Borštnikovo nagrado. Vloga v Molierovem Plemenitem meščanu, vloga Berangerja v Ionescovih Nosorogih ali pred kratkim odigrana vloga Volodje v Velikem briljantnem valčku so le nekatere karakterne vloge, s katerimi prepriča občinstvo. V šali razmišlja, zakaj so ga v veliki meri našli ravno takšni zapleteni, včasih prevzetni, srhljivi, pretresljivi igralski liki. Jaz nikoli nisem bil redko lep, nikoli nisem bil pretirano mladosten. Moji sošolci so rekli, to je tisti naš kolega, ki ni bil nikoli mlad, ker sem bil že takrat že drugače 5 let starejši od njih, ko sem nadaljeval študij, pa tudi tako, zgodaj sem zgubil svoje redko lepe lase. In tako da mi je bilo prihranjeno igrati v otroških igrah te mladostne ljubimce, bog ne daj. Vlado Novak je eden redkih, ki je odigral v obeh režijah kultnega teksta Draga Jančarja v Velikem briljantnem valčku. V vlogi Simona Webra v mariborski uprizoritvi leta 1985 in po 27 letih ponovno v vlogi Volodje. Je tudi eden tistih, ki se še dobro spominja začetkov festivala, ki ga je zasnoval Fran Žižek kot teden slovenskega gledališča. Danes pa ga poznamo v prenovljeni podobi s prepoznavnim imenom Festival Borštnikovo srečanje. Jaz sem eden redkih slovenskih igralcev, ki je imel to srečo, da je videl domala vse predstave, ki so prišle na Borštnikovo srečanje. In to skozi obdobje več kot 40 let. In imam nek pregled nad to zgodovino slovenskega teatra zadnjih 40 let. Tudi zato, ker smo enih par nas je bilo, veste, ki smo šli tudi v Celje gledati, pa v Ljubljano, pa v Trst smo se peljali. To so bili tisti začetki, lepi trenutki, ko smo samo gledali, kje bi bil kak prevoz, da bi se lahko peljali. Seveda denarja nismo imeli, nekomu smo se pač morali prisliniti, pa šli na kakšne te predstave. Jaz mislim, bom rekel tako zelo odkrito. Glede na to, da imam v spominu ves cirkus ali ne cirkus okrog Borštnikovih srečanj, se mi zdi, da je bilo včasih mogoče zadeva, je bila bolj prisrčna, veste. Več je bilo norcev v gledališču. Branko Gombač je bil čisti gledališki norec, v najboljšem pomenu besede. On je ljubil gledališče, on je za gledališče živel. On je tako rekoč bil na vsaki predstavi, tudi na tisti predstavi, ki je ni sam režiral. In on je imel navado, veste, da je hodil po horizontu, je hodil za zaveso, seveda, je hodil in to s polnim podplatom, tako da deske niso škripale. Vidite, tu pri teh ljudeh sem se jaz učil teatra. Ker najprej je treba imeti do teatra odnos. Ne klepetati za odrom, to jaz marsikomu neprestano govorim in sem siten in bom siten do smrti. In ne bom rekel, da je to sakralni odnos do gledališča, to ni zdaj kot v cerkvi, ampak spoštljivega pa da. Čas je neusmiljen, tako tudi najin pogovor prek malo mine in se konča pred dvigalom. Morda bo Vlado Novak kdaj napisal knjigo. A zato je še čas. Zdaj se mudi v 5. nadstropje gledališke hiše, kjer je sredi dopoldneva zelo živahno in tam nastaja nova predstava. Drama Hendrika Ibsna, John Gabriel Borkman v režiji Mateje Koležnik. Na odru maja, tam bo tudi Vlado Novak. Z njo je leta 2009 festival Borštnikovo srečanje postal, kot sama pravi, prepišen. Uspelo je prevetriti najstarejši in osrednji slovenski gledališki festival, mu dati mednarodno veljavo in težo. Njeno ime je Alja Predan in je umetniško gonilo festivala Borštnikovo srečanje. Gledališki svet je bil že od mladih let globoko vpet v življenje Alje Predan. Ob očetu teatrologu, gledališkem kritiku in uredniku Vasi Predanu se je nekaj gledaliških genov skorajda moralo prenesti tudi na hčer.
A kasneje, ko se je odločila za študij, se je misel na študij dramaturgije zdela drzna, gledališče pa preveč posvečen prostor. Še kot otrok se spomnim, ko je moj oče pisal po vsakokratni premieri kritikov, včasih je bilo to drugače kot zdaj, takoj, ko je prišel domov po noči, je potem tipkal na svoji pisalni mizi, da bi lahko ob 5. zjutraj še isto noč odnesel seveda napisano kritiko na pisalni stroj v redakcijo. In jaz se tega spomnim, no, in teh noči prečutih in tega zvoka pisalnega stroja. Takoj, ko sem zaključila svoja šolanja, absolutno se nisem videla v neki instituciji in sem, ne glede na to, da so mi velikokrat ponujali kakšno delovno mesto, stalno ali pač zaposlitev, ne, da sem se temu zavestno odrekala. To je bilo mogoče za tisti čas zelo nenavadno, pa še danes bilo pa sploh ne. Ampak tudi, ko sem potem sprejela službo umetniškega vodja takratnega Primorskega dramskega gledališča, sem vztrajala pri tem, da se ne zaposlim, ampak da to delam kot, takrat smo rekli temu, svobodni umetnik na pogodbo. V mladosti je bila bojem, priznava. Počela je že marsikaj. Bila je dramaturginja, kustosinja, prevajalka dramskih besedil. To je še zdaj. V času dramaturškega sodelovanja v Mestnem gledališču Ljubljanskem in številnimi režiserji, med drugim tudi Lorencijem, Zupančičem in drugimi, je le en bil njen najboljši učitelj za življenje in delo. Brez dvoma in takoj na izust. Mile Korun je bil človek, pri katerem sem jaz celo svojo diplomsko predstavo delala. Od njega sem se v bistvu največ naučila v smislu režiserske profesije. Je to seveda človek, ki je absolutno eden najdragocenejših verjetno v slovenskem prostoru. Zelo rad je slišal moje mnenje, ga včasih tako ali drugače upošteval, videl, kako razmišljam, znal prisluhniti. Leta 2009 jo je za rokav pocukal direktor mariborskega gledališča Danilo Rošker. Bi mar hotela soustvarjati festival Borštnikovo srečanje. Tako je sprejela izziv. Jaz sem rekla, jaz si to upam in imam tudi neko vizijo. On mi je verjel na besedo in to zaupanje zelo spoštujem. No. Mislim, kaj lepšega je, kot ga pač še bolj utrditi v tem mestu in razširiti in odpreti, ne pa da zdaj vsemu temu rečemo konc, zdaj bomo pa to prenesli v Ljubljano, ki ima itak ogromno kulturno ponudbo, ogromno drugih stvari v njej se še dogaja in bi se tak festival, kot je ta, zgubil v poplavi vsega drugega. No? Predanost nakazuje že njen priimek. To zahteva tudi od svojih sodelavcev, ob tem pa še iskrenost in odkrit pogovor brez ovinkarjenj. Ko začutim, da ne morem več, ali pa da mi motivacija ne narekuje, da bi se z vso svojo energijo, veseljem in radostjo predala nekemu poslu, pol ga zamenjam. Zato, ker se mi zdi, da je najhujše, če človek zapade v rutino in če začne nekako svoje delo opravljati zato, ker je pač to varno in ker je udobno in ne vem kaj. Jaz nisem od teh, no. Jaz imam rada, jaz se tudi ne bojim izzivov. Jaz pač nisem noben control freak in jaz ne nadzorujem vsakogar, ampak se mi zdi veliko večja stimulacija za delavca in sodelavca, če mu recimo nekdo zaupa. Mogoče imam jaz pač neke standarde svoje, ki jih nekako emaniram ali kaj in drugi pol, ne vem, si jim poskušajo priličiti ali kaj se jim kaj. Ne, nisem stroga. Ja, seveda me je razveselila, pa še kako, mogoče še najbolj od vseh nagrad me je ta razveselila. Zato, ker jo prejemam kot Ljubljančanka na delu v Mariboru. Ena od Glazerjevih listin je nagradila tudi likovno govorico, akademskega slikarja Jožeta Šubica. V 3 prostorskih projektih, ki so večplastna in komunikativna dela, se umetnik dotika družbeno tabuiziranih tem, ki jih domiselno in subtilno prenaša v svoj likovni svet. Slikarja smo obiskali v njegovem ateljeju.
Jože Šubic izhaja iz generacije, na katero je vplivala tako imenovana nova podoba umetnosti 80. let prejšnjega stoletja. Zanjo je bilo značilno novo odkrivanje figure. Jožeta Šubica pa so bolj pritegnile simbolične vsebine. Njegove podobe so se na formalni ravni približevale informelu in montaži. Kasneje so se osamosvojile in v obliki skulptur oblikovale prostor. Različni likovni pristopi pa izpeljujejo skupna vsebinska izhodišča. Ves čas mojega ustvarjanja se mi nekje cikli peljejo iz enega v drugega. Ne? Tako da ni nekih močnih rezov, močnih na videz se zdi, da nekomu, ker sem prej v bistvu šolan kot slikar in nekaj časa sem res samo slikal, ne? Zdaj sem se pač posvetil tudi skulpturam, inštalacijam, da je mogoče to čisto drugo delo, ampak je rdeča nit je ves čas ena. Ne? In kdor pač pozna moje delo, vidi, da ni nekih preskokov, ampak je nekje tako nadaljevanje, neko plavanje v neki moji temi. 9 postaj tvojega okusa je projekt, v katerem avtor problematizira in nagovarja okus posameznika. Spodbuja tudi razpravo o družbenih oblikah okusa in zastavlja vrsto vprašanj o okusu v zvezi z osebnimi in življenjskimi slogi. Šubičev projekt je tako dobrodošel za vse tiste, ki imajo potrebo po prespraševanju lastnih kriterijev okusa. Za to razstavo 9 postaj tvojega okusa že nekaj časa sem poznal ta prostor Špitalsko kapelo v Celju. Ne? In ta me je že fascinirala, ko sem jo prvič videl to pred 20 leti še več. In vedno sem imel nekaj v glavi, da bi bilo pa tam nekaj zelo fajn, nekaj narediti. Ne? Potem me spodbudi tale prostor, ki je bil v drugi rabi, ne? Ki ni namenjen strogo galerijskim postavitvam. In seveda, ker se pač dosti ukvarjam z erotiko, vem, da potem tu vedno pride do nekega iskrenja med prostorom in med mojimi deli. V projektu Hiša vzhajajočega sonca, ki je nastala v okviru festivala Performa, avtorja zanimajo ozadja, motivi, duševna stanja, intimne zgodbe, impulzi, ki pripeljajo do tega, da nekdo postane odjemalec užitkov. Lesene škatle, skrinjice ugodja nosijo v sebi intimne zgodbe, ki presprašujejo, kaj je družbeno sprejemljivo, kaj je označeno in kje so meje dovoljenega. Spremenil sem galerijo v prostor nekakšnih seksualnih fantazij. V tem prostoru je seveda na videz je dajal videz kot, da je to hiša užitkov, v kateri stopaš zato, da zadovoljiš, ampak v bistvu, ko si to pogledali te objekte, so bili pač presenečeni, ker tega tam ni. Ne? Zapuščen Žički dvor na mariborskem Lentu ob Dravi je bil naslednja postaja avtorjevega likovnega zanimanja. V prazne okenske niše postavljene steklene posode, napolnjene zdravsko vodo, so akvariji za glinene ženske in moške glave z odprtimi usti, ki upodabljajo pomen sintagme, kdo tukaj drži vodo oziroma resnico in zavezanost, ki stojita za izrečeno besedo. Te ženske pokažejo v bistvu na tisto dejavnost, ne, ki je vedno zatrta, se pravi, ki je zablokirana, ne, v javnosti. Ne. In da so bile tudi one, ki so ukvarjali s tako dejavnostjo, so bile vedno zatirane, se pravi onemogočene, tudi socialno ogrožene. In tudi so v bistvu večkrat tudi zaradi tega potem žalostno končale. Ne. Zato sem jih tudi dal v te posode z vodo, ne, ker so s tem onemogočene, da se sploh izražajo. Ne. Projekt Kdo tukaj drži vodo slikar pripravlja za galerijsko postavitev v Kibli. V njegovem ateljeju pa poleg projektov nenehno nastajajo številne majhne, simbolične, tudi hudomušne keramike, risbe, skice, grafike. Njegova likovna govorica ostaja prepoznavna, provokativna in nagovarja zelo raznoliko občinstvo. Lidija Gačnik-Gombač prejema letošnjo Glazerjevo listino za zbirko lirične proze Pokrajina vrtnic. Izjemno tankočutno pesnico in literarno ustvarjalko s prefinjenim občutkom za jezikovne odtenke poznajo tudi številni bralci mariborske knjižnice, kot knjižničarko in pripovedovalko pravljic. Knjige so njen svet, o tem svetu smo jo tudi povabili k pogovoru. Se nekako zapetli, ampak drugače
Lidija Gačnik-Gombač knjigo dojema kot eno redkih utečenih stalnic svojega življenja. Ljubezen do jezika in književnosti je preglasila njeno nekdanje zanimanje za naravoslavje. Študij slovenskega in ruskega jezika je tako tiho sledil tej ljubezni. Sodobna ruska književnost je še vedno močno prisotna v njenih srečevanjih z literaturo. Bodi si jo nagovarja kot bralko, bodi si kot prevajalko. Še posebej ljuba je Marija Ivanovna Cvetajeva. Poetični svetovi Lidije Gačnik-Gombač pa k bralcu stopajo v njenih 5 knjižnih delih. Do sebe sem zelo stroga in neizprosna, tako v življenju kot v iskanju svojega literarnega izraza, tako da se dogaja toliko odvzemanja od večnega, da se ta proces pravzaprav dogaja neprestano. Ves čas sem tudi na sledi neke slušne linije, zasledujem nek glas, iz katerega se vzpostavlja pomenski svet zelo, zelo, zelo počasi. Mislim, da je že v Magdaleni, potem zelo močno v Jajcu in spet po krajini vrtnic nek osrednji tematski sklop stvarjenje, ustvarjanje, rojevanje. In to se dogaja tudi na neki ravni, ki bi jo lahko imenovala tudi čisto eksperimentalno, če ne bi tako zelo ustrezala mojemu psihofizičnemu ustroju. V moji prozi se meje med subjektom in objektom zelo mehčajo, zelo zlivajo, eno prehaja v drugo. Zelo veliko je transformacij iz človeškega v živalsko, v predmetno. Zelo lepo je delati v pionirski knjižnici. Vsa ta vsakodnevna srečanja z otroki so mi v veliko veselje. Najprej seveda, tako kot pri delu z odraslimi, vsi tisti drobni pogovori o prebranem, to se mi je zdelo vedno tisto najlepše v mojem delu v knjižnici. Pri pisanju za otroke predvsem zasledujem otroško potrebo po igri, otroško domišljijo in imaginacijo. Pravljice, ki sem jih zapisala in ki jih je res kar precej še v predalih, imajo ali močno sočutno noto ali pa so humorno obarvane, kar je najbrž povezano s tem, da zelo rada vidim, da se otroci smejejo. Družina in prijatelji so zagotovo tisti, ki osrečujejo in osmišljajo njen vsakdan. Narava, še posebej gozdnato zavetje Pohorja, je njeno kontemplativno svetišče, kamor se umakne v samoto svojih misli in razmišljanj. Tudi zato je po občutenju blizu in ljuba poezija Janka Glazerja. Prav tistega Glazerja, čigar ime daje naziv nagradi, ki jo prejema za svojo zbirko Pokrajina vrtnic. Seveda mi ta nagrada veliko pomeni, predvsem tudi zaradi tega, ker jo dobi lirična proza. To je zelo redek žanr v slovenski literaturi. Prehajanje med poezijo in prozo, zlivanje obojega. Tudi nek poseben eksperimentalen vstop v svet literature.
To je bil zadnji marčevski glasnik, v katerem smo skozi televizijske portrete podrobneje predstavili letošnje Glazerjeve nagrajence. Prijeten teden vam želim, od vas pa se poslavljam s poezijo v prozi, ki jo interpretira Lidija Gačnik-Gombač. Nasvidenje. Veliko želo je na dlani, čebela pade dol, potem vse padajo na tla. Nebo se stakne z zemljo v bled poljub. Nekdo je spet ugasnil luč, doliti moram petrolej, otipati v temi, z žigalico odkriti pot. Pripravi se, razliži petrolej, prižgi.